Dober večer. Tako, danes bomo ob dnevu Zemlje, mednarodnem dnevu Zemlje, spregovorili o Zemlji. Ko razmišljamo o Zemlji, je najbolj pereč problem ekologija. Vsi mi se zavedamo, da onesnažujemo ta naš planet in da počasi izgublja zmožnosti samoočiščevalne in da je to vse večji problem. In danes bomo poskušali priti bliže temu pojmu, ekološkem pojmu, mogoče skozi določena stranska vrata na en poseben način in se bomo vprašali o tem, ali je Zemlja živa. Morda ni navadno vprašanje, ampak moramo na različne načine probati uvideti težavo, ker vsi mi bolj kot ne se zavedamo ekoloških težav, je pa razlika v globini zavedanja vsega tega. In mislim, da moramo zadevi pristopiti širše, eno perspektivo od zgoraj dobiti, en globok uvid in probali bomo poskusiti na ta način s tem vprašanjem, malo čudnim, ali je Zemlja živa. To vrstno vprašanja in ne samo vprašanja, tudi trditve so postavili določeni raziskovalci sodobni, ne govorim o mainstream znanosti, ampak določenih posameznikih, ki so si tudi drznili in upali razmišljati izven nekako sprejetih odločitev in z opazovanjem ugotavljajo, da Zemlja se obnaša kot živ organizem in eni si drznejo tudi reči, da je to živ organizem, ampak najmanj, kar je to, da se obnaša kot živ organizem. To je morda nekaj novega v splošnem pogledu, ampak nič novega iz stališč, tradicij in naravne filozofije. Namreč, zakaj sploh o tem razmišljamo? Ker razmišljamo o tem, kako bi bila Zemlja zdrava. Iščemo zdravo stanje organizma. In dajmo mi zadevo približati na področje, ki ga poznamo. Na človeka. Mi imamo svoj organizem. In naš organizem vzdržuje sam eno zdravo stanje. Mi smo v enem svetu, ki nas ves čas bombardira z določenimi zunanjimi pogoji, okoliščinami, ki so neoptimalne za nas. Mi vemo, da telo ves čas, ne glede na to, v katerem okolju smo, vzdržuje neko homeostazo, neko idealno stanje za njega. Lahko smo v toplem, lahko smo v hladnem, ampak naša temperatura zmeraj tista idealna mora biti 36,5 stopinj in se naše telo ves čas nekako prilagaja temu. In ravno ta sposobnost prilagajanja pogojem oziroma ohranjanja ene harmonije različnih vplivov, to daje zdravo stanje. En organizem je zdrav, ukolikor je sposoben ohranjati harmonijo teh različnih vplivov. To ne pomeni, da mi ne zbolimo, ker mi vemo, ta naš organizem zboli. Nas napade nek mikroorganizem, ponavadi ena vojska teh mikroorganizmov, ki napade naše telo in naše telo je izredno inteligentno. Ono samo poskuša ugotoviti, kaj ga napada, prepoznati, najti način, kako se tega ubraniti, išče načine, kako bi se temu zoperstavilo in potem gre v akcijo, najde mehanizme, kako premagati tega uzurpatorja in ponovno vrniti zdravo stanje. To naše telo počne samo. In ne samo to, ono si to tudi zapomni, kdo ga napadel, kako se reši ta problem in od zdaj naprej bo veliko lažja bitka s tem sovražnikom. Torej, vidimo, da naše telo se samo odziva na določene stvari in ohranja zdravo stanje. Telo ohranja zdravo stanje. Tudi temperatura, prej sem omenil, ena je idealna temperatura, v kateri naši organi lepo funkcionirajo in to temperaturo, če hočemo ostati živi, je treba ves čas vzdrževati. A mi vemo, da se gibljamo, včasih gremo na zelo vroče področje, včasih gremo smučati na izredno mrzlo in naše telo se odziva in nekako prilagaja. In evo,
No, tukaj vidim drugo sliko. Tu imamo en primer, ko je naše telo bolno, ne, mi nimamo kaj delati veliko. Mi, kar moramo narediti, moramo mu dati mir. Če mu damo mir in ga pustimo, mogoče se uležemo, ga ne obremenjujemo, spijemo kakšen čaj, kakšne vitamine, karkoli zraven, to ne pozdravi. Ampak mi mu s tem samo olajšamo, da se ono samo pozdravi. Zelo zanimivo je, kako mi je enkrat ena kolegica govorila, ki je doktor farmacije, pravi ona, da ko je na dodiplomskem študiju je verjela v to, kako medicina pozdravi organizem, na podiplomskem študiju pa je rekla, da vse je jasno, da telo se samo pozdravi, da samo ima sposobnost in da mi kvečemu mu pomagamo pri tem. Torej, telo ima sposobnost samoregulacije, mi pa mu ali škodimo, ali pa mu lahko pomagamo pri tem. Evo to, ko nas napade recimo virus, ali pa ko gremo v mrzlo, takrat se začnemo tresti, ko je hladno, potem se nam dvignejo kocine, ali pa dlake se tako naježimo in to pomeni, da se ujame zrak, zračni mehurčki se ujamejo, naredi se ena taka plast, zaščitna toplotno-izolacijska plast in to je en od načinov, kako poskuša se telo ubraniti. Ali pa se začnemo tresti. Če se tresemo, mišice delujejo, sproščajo toploto in na tak način mi ohranjamo neko temperaturo. Po drugi strani, ko pa gremo na vroče, to spet ni v redu za naše telo in ima druge mehanizme, recimo potimo se in ko se mi potimo, potem ta tekočina, ko hlapi, ohlaja naš organizem. Torej vidimo spet, naš organizem nekako se odziva na zunanje pogoje in ohranja tisto zdravo stanje za normalno preživetje. In kar je ključno tukaj za razumeti, je to, da mi lahko smo opazovalci, lahko mu pomagamo, vidimo, da naše telo ima sposobnost, da se samo pozdravi, s tem, da nima absolutne sposobnosti. Mi smo lahko bolj nori, kot je ono pametno telo. In ga lahko pahnemo v take okoliščine, da ne bo več zmoglo. Zato ne moramo vse prepustiti. Veliko naredi samo, praktično vse naredi samo, ampak mi lahko pazimo, da ga ohranjamo znotraj tistih zdravih mej, tistih harmoničnih mej ravnovesja, da ono lahko živi. In tako, na isti način bi mogoče lahko razmišljali o Zemlji. Ker se sprašujemo o tem, kako Zemlja ohrani svoje zdravo stanje. Mi vemo, da Zemlja tudi prilagaja in vzdržuje določene pogoje in moramo paziti, da jo ne vržemo iz tiste cone, ko je lahko že nevarno, ko ona sama nase ne more poskrbeti zase. In zato bomo razmišljali o tem, ali je planet Zemlja organizem, ali je Zemlja živo bitje. Ta trditev je danes sporna. Ampak ni bilo vedno tako. Na Zemljo vedno so stare tradicije gledale kot na živ organizem, kot na bitje, kot del tega si, Zemlja te hrani, Zemljo mora spoštovati. In nekako vedno so imeli nek odnos, religiozen odnos, govorili so o boginji Zemlje, mati Zemlja. In če govorimo o bogovih, v stari tradiciji, verjetno najbolj pogost kult je ravno te matere Zemlje, ki ga povsod najdemo. In tudi Zemlja, ime Zemlja, v angleščini Earth, to je iz boginje Erda, iz germanske mitologije, ali pa ponovadi, ko rečemo Geo, se na Zemljo nanaša, to je Gaja, boginja iz grške tradicije. In lahko bi omenili še veliko drugih tradicij, indijskih, mezopotamskih, ogromno tega, da ne govorimo o Indijancih, ki so izredno skladno z naravo živeli. In povsod bi našli ta pristop spoštovanja Zemlje kot bitja, kot velike hraniteljice. In zdaj tukaj se najdemo pred problemom bogovi. Kaj so bogovi? Ko rečemo mi besedo Bog,
mislimo na tisti absolut, nedojemljivi, nedosegljivi, nekaj, kar ne moremo sploh zaznati. V teh politeističnih religijah ta absolut, ta Bog, beseda Bog ni imela tak absolutni pomen. Bogovi so, lahko jih vidimo, lahko jih zaznavamo. Bogovi, evo, stojimo na eni boginji stojimo. In po noči, ko pogledamo ven, lahko vidimo druge bogove. V smislu, če si približamo, če pogledamo kulturo, ki je relativno blizu nam, a to je rimska tradicija, in če pogledamo, kdo so rimski bogovi, bomo videli, da rimski bogovi so Merkur, Jupiter, Saturn, Uran, Venera, to so naši planeti. In oni so nekako verjeli, da planeti so živa bitja, so bogovi, ne tisti absolut, ampak neko bitje z neko evolucijo, z nekim načinom življenja, ki ni enako našemu, ampak nekoliko drugačen in ki vpliva na naše življenje. In na ta način, recimo, vidimo, da ta pojem Bog, bogovi, se nanaša samo na planet, ki je živ. Torej, oni so tudi verjeli v to, da so planeti živi. Torej, tudi ta planet, na katerem mi smo, v katerem živimo in kateri nam daje vse, je živo bitje. Isto je bil ta pogled. Evo, če gremo naprej, en velik menik znotraj znanosti, bom rekel, je Giordano Bruno. Giordano Bruno kot mistik, filozof, možakar z več doktorati, možakar, ki je iskal resnico in v srednjem veku, kje je tisto znanje, kje lahko prideš do znanja in je potrkal na vrata cerkve in poskušal vstopiti, ker tam je bilo znanje, tam je bilo literatura in po nekem času skušal tudi priklicati, ker je bil tudi posvetitev, je dobil za župnika, je hotel to priklicati, ker je bilo preveč omejujoča. Ta srednjeveška religija je bila za njega preveč omejujoča, on je bil nekoliko širši in zaradi svojih nazorov, svojih pogledov, svojih učenj je bil preganjan enostavno. Ampak on je govoril, on je revolucionarni pogled imel na svet za takrat. Zamislimo si, smo v svetu, srednji vek, ko je Zemlja ploska, ploščata, Sonce, Luna so lučke, ki krožijo po nebeškem svodu, zvezde prav tako. In ta naš Giordano Bruno si je drznil govoriti o tem, da Zemlja ni ploščata, ampak da je okrogla. Ne da je okrogla, ampak da je nekoliko sploščatina na poljih. In da se ne vrti vse okrog Zemlje, ampak da se vrtijo planeti okrog Sonca. Zemlja in ostali planeti se vrtijo okrog Sonca. In da ne vrtijo se po krožnicah, ampak po nekakšnih elipsah, kar je normalno, ker planeti so bili za njega živi. In kot živa bitja niso še popolna, ampak so v nekem razvoju. In niso še popolno razvita, ko bojo enkrat popolno razvita, bojo tudi tirnice, po katerih potujejo popolne, ampak zdaj niso še. Ločil je med planeti in med zvezdami. Rekel, zvezde so tista nebeška telesa, ki imajo svoj ogenj, svojo svetlobo, planeti so pa tisti, ki nimajo svojega ognja, znotraj imajo ogenj, na površini pa ne. In sevajo samo oziroma žarijo svetlobo, ki jo dobijo od zvezde, oziroma v našem primeru od Sonca. Imajo svoje mnenje. Govoril je o tem, da planeti se vrtijo okrog svoje osi in da Sonce tudi, če vsi planeti okrog Sonca, ampak tudi Sonce se vrti okrog svojega centra. V glavnem je govoril o stvareh, ki so danes povsem jasne, nihče se ne čudi zdaj tem besedam, ampak v tistem času je bilo skrajno revolucionarno. Skrajno eno nasprotje splošno priznanega enega stališča. In zaradi tega je bil preganjan, zaradi tega je bil tudi ujet in mučili so ga in na koncu so ga na grmadi zakurili. Ampak to še ne pomeni, da ni imel prav.
toče drugače govori kot tisto, kar je splošno sprejeta resnica, to še ne pomeni, da nimaš prav. Ena je resnica in ne glede na to, kako večina, kakšen odnos ima večina do nje, se bo s časom pokazalo. In danes je rehabilitirana na svoj način, ga imajo znanstveniki v čistih od prvega znanstvenika, ampak pozor, on enega poskusa ni naredil. Enega poskusa v smislu današnje znanosti, ki mora biti poskus merljiv, ponovljiv in po standardih današnje znanosti ni naredil preizkusa. In kljub temu je prišel do teh rezultatov, lahko bi se vprašali kako. Zamislite si človeka v srednjem veku, ki tam opazuje nebo, zemljo, življenje, ljudi in pride do teh zaključkov. Ni imel niti daljnogleda, kaj šele teleskopa. Ni imel sredstev, ki jih imamo mi danes. Ni mogel teh stvari preveriti. Ni mogel racionalno, empirično dokazati na način, da bi zaznal čutili. Ampak kljub temu je prišel do resnice, lahko rečemo. Danes trdimo lahko, da je to resnica, kar je on povedal. Danes to lahko dokazujemo. In tudi on pravi, da spoznanje za pravo spoznanje ne zadošča ta praktični razum. Da potrebuješ intuicijo. En drugačen pristop. Ok, on govori o tem, kaj je s tem mislil. Vprašanje. Dosegel je resnico. Danes to vemo. Ene stvari smo si dokazali. Ene stvari smo rabili 400 let, da smo jih, ali pa 300, da smo jih potrdili, ker imamo sredstva. Ni se lagal, prav je. Ene stvari še zmeraj nismo prevzeli. To, da je vse življenje, eno življenje, na katerem so druga življenja in o neskončnosti, to so še področja, ki jih mora izziv za našo znanost in ki jih bo morda v eni prihodnosti potrdila, ali pa ne. Ampak vidimo, da že Giordano Bruno, ki je veliko tehnih stvari znal povedati, je trdil to, da je vse živo in da so planeti živi in da cel kozmos nekako je živ in mi smo tudi živi znotraj drugih biti, ki so pač živa, torej na Zemlji in Zemlja znotraj sistema sončnega in tako naprej. Danes znanost nima več takega pogleda. V znanosti prevladuje mehanistični pogled in kmalu se je prelevil v izključno materialistični pogled. V 17. stoletju so znanstveniki, kot sta Descartes pa Newton, uvedla mehanistični pogled na svet, v skladu s katerim je Zemlja stroj, svet je stroj, vsi procesi so izključno mehanični in no, mogoče oni so menili, da razum pa ni mehanični. Razum pripada duši in so verjeli v to, da duša pa je tista stvar, ki preživi tudi samo telo, ko telo umre, duša še zmeraj nadaljuje svojim obstojem. Ampak kasneje v 18. in 19. stoletju pa je materialistična filozofija izrinila Boga, dušo, vse na stranski tir in je vse skupaj postalo mehansko. Narava je mehanična in danes je še zmeraj ta splošna slika, da je Zemlja mrtva, jasno. Da ni duha, ki bi jo oživljal. Duh je tisti, ki jo oživlja stvari, ne? Anima, animira, mi smo živi, ker nas oživlja duša. Ne, tega ni. Od 18. in 19. stoletja ni več ničesar, kar bi oživljalo, ni inteligence v ozadju, ki bi regulirala procese. Vse, kar je nastalo, je slučajno. Vse, kar se odvija, je po principu akcije in reakcije. Kar ni sporno, ker vedno je vsaka akcija sproži določeno reakcijo, jasno. Ampak kaj je tista prva akcija? Kaj so prvi vzroki? To je pa vprašanje. Kaj so prvi vzroki? Zdaj, znotraj enih religijskih pogledov, ko opazujemo svet, ki je popoln, harmoničen, smiseln, inteligentno rejen, bomo rekli, ena inteligenca je ustvarila ta svet. In religijsko stališče je, Bog je ustvaril ta svet. Znanost ne pozna vzroka, ne pozna ga, ne zazna ga in zaradi tega rečemo je slučaj.
To je nastalo slučajno. Če ne poznamo vzroka, je pač slučaj. In tu je spet ena vera v slučaj. In jaz to razumem kot slučaj, kot Bog materialistov. Samo, da mu drugače rečemo. Vse tudi tisti, ki reče, Bog je to ustvaril, ne ve točno celotnega mehanizma, ampak vsaj priznava neko logiko, nek smisel, neko inteligenco v zadju delovanja narave in pravi, Bog je ustvaril svet in Bog vzdržuje svet. Zdaj ni pomembno, na kak način mi na to gledamo, ampak z enim bistroumnim opazovanjem vidimo, da je zadeva inteligentna, da je ta svet, kozmos, vse je inteligentno. Inteligentno je nastalo, oblike so inteligentne in vzdržuje se na inteligenten način. Ker če gledamo že našo zemljo, se vračamo nazaj na zemljo, bi lahko rekli, da neverjetno naključje, da je ravno toliko oddaljena od sonca, da je deležna ravno pravšnji delež toplote, da so pogoji, da se vzpostavi življenje na njej. Kakšna neverjetna sreča, kakšno naključje. Pa ni to dovolj, zato ker vemo, da sonce seva svojo svetlobo, daje in toploto, pa ne vemo kaj vse, ampak medtem tudi žarči neko sevanje elektromagnetsko, ki je pa škodljivo, ki bi v celotno življenje na Zemlji uničilo. In Zemlja ima pa svoj mehanizem, kako obraniti življenje na sebi proti temu sevanju. Zemlja ima svoje magnetno polje, ki enostavno ščiti vse življenje pred udarci sončnega vetra. In to magnetno polje, ali je to slučajno nastalo, nujno potrebno je za to, da bi bilo življenje na Zemlji. Nujno potrebno. In tukaj imamo, kaj je, odkot je to magnetno polje. Domnevamo, da je kovinsko jedro, ki se vrti in zaradi tega se ustvarja magnetno polje in tok in polje. Ampak to je še eno področje, ki ga moramo raziskati. Še eno področje, ki ga mora znanost še dobro raziskati. Ampak pravim, slučajno je nastala razdalja, slučajno je nastalo magnetno polje in slučajno krasni pogoji za življenje na Zemlji. Ti slučaji, o katerih govori znanost, ne zadoščajo marsikateremu svobodomiselnemu raziskovalcu. In eden izmed teh, ki se je drznil pogledati na nekoliko drugačen način, je James Lovelock. James Lovelock, to je angleški kemik, doktor medicine, okoljevarstvenik, raziskovalec, izumitelj znanstvenih inštrumentov in on je tudi avtor te kontroverzne teorije oziroma hipoteze Gaia, da je Zemlja živo bitje. Ja, mogoče na začetku je si drzno reči, da je Zemlja živo bitje, potem pa je dobil tak napad strani uradne znanosti, da je popravil svoje besede in rekel, da se Zemlja obnaša kot živo bitje, kar je skoraj da dejstvo. Evo, to je bil možakar, ki je res bil strasten raziskovalec, bomo rekel. Na začetku delal v različnih ustanovah, 20 let v laboratoriju NASA in Britanske akademije. Pa to mu ni najbolj šlo, ker pravi, da en znanstvenik ne more delati v laboratoriju, v uradnem laboratoriju, ker je veliko birokracije, veliko teh postranskih stvari, pa moraš delati to, kar ti reče, da moraš delati in se moraš ozko usmeriti v svoje področje raziskovanja. In je rekel, da na koncu se izkaže, da na dan mogoče 20 minut konkretnega dela imaš raziskovanja. In nek strasten raziskovalec je pravi isto kot strasten umetnik. On ne more delati znotraj nekih okvirov, nekih form, on mora ustvarjati, on mora pustiti svobodo ustvarjalnosti svojega duha. In zaradi tega kasneje šel tudi na svoje in 40 let kot samostojni raziskovalec delal v svojem lastnem majhnem laboratoriju
In prišel do različnih tez, različnih pogledov, različnih tudi izumov. No, kaj bi mogoče povedal eno anekdoto, eno zgodbo iz njegovega življenja, ko je bil še del, ko je sodeloval v laboratoriji in so dobili nalogo, da odkrijejo življenje na Marsu ali pa da ugotovijo, ali je življenje na Marsu. In potem so se ta skupina sodelavcev nekako sestali in so imeli predpostavko, da je življenje na Marsu takšno kot življenje v naši puščavi. In Lovelock je rekel, zakaj? Zakaj bi bilo to življenje takšno kot v naši puščavi? Lahko je čisto drugačno. In je zmedel. Postavili so neko postavko raziskovanja. On je podvomil to. Zakaj ste ta pogoj sploh postavili? In je bil nekoliko moteč, pa je prišel šef, ga je poklical na zagovor, dobro, kaj se pa greš, ne? Zakaj se tu nekaj upiraš? Ne, rekel, ne da se upiram, ne? Ampak zakaj začeti na eni neutemeljeni predpostavki? Kaj pa ti predlagaš, je rekel. In je rekel, dej, do petka pridi mi z odgovorom. In Lovelock je vedel, da mu je služba na nitki, ne? In se je malo zavzel. Je pa kmalu nekako prišel do nekega uvida, kako ugotoviti, ali obstaja življenje na Marsu, pravi dovolj je izmeriti atmosfero. Če izmeriš atmosfero, a to se da z tem infrardečim teleskopom, ne, se da zmeniti sestavo atmosfere, potem ugotoviš, kakšna je atmosfera in iz tega sklepaš, ali je tam življenje. In to so tudi naredili. Izmerili so atmosfero in so ugotovili, da je praktično sam ogljikov dioksid in nekaj sledi drugih plinov. Ampak to je čisto nekaj drugega kot v naši puščavi. Atmosfera v naši puščavi je čisto nekaj drugega. On je prišel do tega, ne, zmeriš atmosfero in kaj je atmosfera? Atmosfera je skupek nekih plinov in te pline proizvaja življenje. Življenje, bitja, ki se prehranjujejo s snovjo in izločajo snov. Snov je lahko fizična, lahko je tekoča, lahko je plinasta. In življenje ustvarja pline, tudi na Zemlji vemo. In naša atmosfera na Zemlji je takšna, zato ker je življenje tisto, ki jo vzdržuje in ki jo ustvarja. In on je moral razmišljati o življenju na Marsu, da se je začel spraševati o Zemlji in začel gledati iz ene druge perspektive na to, kaj Zemlja je. In je bil fasciniran nad našo atmosfero, zaradi tega, ker je videl, da je naše ozračje izredno nestabilno, kemijsko nestabilno, a kljub temu konstantno. Kljub temu konstantno. In to je bil en trenutek odkritja, rekel, wow, Zemlja sama sebe vzdržuje. Zemlja sama vzdržuje svojo atmosfero. In ko to rekel Carlu Saganu, verjetno ste slišali za njega, to je možakar, ki je v prejšnjem stoletju populariziral astrofiziko, izreden astrofizik, širokega uma, širokega razmišljanja. Ko to slišal, je rekel, nemogoče. V naslednjem trenutku je rekel, čakaj malo, morda pa je nekaj na tem. Zato, ker mi v astrofiziki vemo, da Sonce v zadnjem obdobju obstoja Zemlje, torej 3,5 milijarde let, je povečalo svojo intenziteto sevanja za 30%. A življenje na Zemlji je ves ta čas. Kljub temu, da so se pogoji, zunanji pogoji, tako drastično zaostrili, je Zemlja morala nekako se odzivati na te zunanje pogoje in prilagajati, dajmo reči, pogoje za življenje znotraj nje same. In ravno ta atmosfera, pravi Lovelock, je neverjetna. Neverjetna, čudežna, popolna in omogoča življenje. In to je njegov doprinos znanosti, mogoče je tako zelo banalen, ampak pravi, da je treba gledati celostno, z vrha. Ne moreš ti gledati stvari samo iz kemijske perspektive, ali pa kot biolog, ali pa kot fizik, ali pa posebna linija fizike. Ti moraš celostno gledati.
In on je bil tako navdušen, da je lahko preostanek svojega življenja 40 let raziskoval celostno, da si je lahko postavljal vprašanje iz katerekoli veje znanosti in povezoval različne znanosti in prihajal do enih odgovorov, ker življenje ni fizika, življenje ni kemija, ni biologija, ni ekonomija, ampak je vse to skupaj. In ti moraš vse to celostno pogledati, da bi prodrl v to vprašanje, kaj je življenje. Tako da, ena najpomembnejših stvari Gaje, Zemlje kot organizma, je ta sposobnost samoregulacije. Ima konstantno temperaturo, ohranja količino plinov v zraku, ki so ravno pravi za življenje, pravem razmeru in omogoča življenje. Prehrambene stvari, vse je ravno primerno za to, da se ustvari življenje. Življenje je tisto, ki regulira planet. Življenje je tisto, ki ustvari pogoje za življenje. Življenje poganja samo sebe. Ne obstaja nek perpetuum mobile. Nekaj je tisto, kar mora ustvarjati. Ne moremo mi vršiti žogico ali pa ustvariti neko gibanje in potem to samo sebe poganja. Ker vemo, niso še našli v fiziki perpetuum mobile, ne glede na to, koliko se trudijo. Vedno se izgubijo, vedno nekam, če mrtva stvar, stremi k temu, da se bo ustavila. Ampak življenje je neprestan tok, neprestano kroženje. Nekaj mora ves čas dodajati neko energijo, da vzdržuje ta tok snovi in življenje nasploh. In pravi, če Gaja obstaja kot taka, smo vsi mi, skupaj z ostalimi živimi biti na njej kot nekakšni sodelavci. Vsi mi smo del njene moči. Vsi mi doprinesemo temu življenju. In vsi mi ustvarjamo okolje, v katerem živimo. Vzemimo na primer atmosfero. Atmosfera je pretežno iz dušika. 78% dušika, 21% kisika in nekaj drugih plinov. Imamo precej metana in metan pa kisik sta zelo nestabilna v zraku. Kemijsko imata tendenco, da reagirata, predvsem pod vplivom sončne svetlobe, bota reagirala in bo iz tega nastal ogljikov dioksid pa voda. To pomeni, da samo po sebi ta zmes ne more obstati, ampak se bo vse pretvorilo praktično v ogljikov dioksid, pa nekaj malega drugega bo ostalo. Zaradi tega mora biti ves čas nek dotok kisika. In mora tudi metana nekaj ves čas se vračati nazaj v ozračje, mora biti ten pretok, nenehen pretok snovi, da lahko govorimo o atmosferi takšna kot je. Ker takšna kot je, ona je nespremenljiva, se ne spreminja, taka ostaja. In to je zaradi tega, ker je življenje, ker so rastline, ker mi dihamo kisik in tudi porabimo in ga tudi vračamo. Predvsem rastline so tiste, ki ga vračamo nazaj. In zaradi tega se ustvari ta tok elementov. Življenje ustvarja tok elementov. Druga stvar je termodinamično ravnotežje. Imamo uglednega švedskega kemika Silena, ki je prvi izračunal, kakšno bi bilo stanje Zemlje, če bi ta dosegla termično ravnovesje. In da bi to izračunali, moramo vzeti v obzir nekaj predpostavk, in to je, da jo Zemljo zapremo v eno posodo, Deverjevo posodo, tako da ni vplivov zunanjem svetom, niti ni vplivov zunanjega sveta navznoter. Poskušamo ohraniti konstantno temperaturo 15 stopinj, ker to je optimalna temperatura za biosfero v naši Zemlji. Malo mešamo in počakamo, da se vse kemijske reakcije odvijejo, ker pri
pri reakcijah se nastaja energija in moramo odvajati tisto energijo ven, zato da bi ohranili temperaturo 15 stopinj in nekaj časa počakamo in potem bi dobili nek rezultat. In tukaj imamo na tem slajdu en prikaz, vidimo, da zrak, ki je danes pretežno iz dušika pa nekaj kisika, bi se pretvoril v skoraj v celoti 99% bil ogljikov dioksid. To nas malo spominja na atmosfero Marsa in nekaj par drugih elementov. Mars je mrtev, Zemlja je živa v tem smislu, življenje kot ga mi danes poznamo, ker ga življenje samo vzdržuje tako zmes. Ampak točno tako zmes rabimo, ne večjo, ne manjšo. Recimo, zdaj imamo 21% kisika. Če bi dvignili to razmerje za 4%, da bi prišli na 25%, življenje ne bi bilo več možno. Zaradi tega, ker bi bilo preveč kisika in čim bi se zanetil požar, ga ne bi več mogli ustaviti. In požari se zanetijo, brez človeka, strela udari, ampak noben dež pri taki količini kisika ne bi več ustavil požara. In pomeni konec, ker bi požar bi vse pobral. Tako da vidimo, da je neko razmerje idealno za življenje. In če odstopimo malček od tega razmerja, smo že v težavah. In tudi požar ni nekaj slabega. Meni je zelo zanimivo opazovati te fenomene in tudi požari vedno so se odvijali in kaže se, da tudi se morajo odvijati. Mora priti do neke prenove. Življenje, ki poje samo sebe, ki nekaj vzame, življenje ne ohranja oblike, kakšne posebne. Ključ življenja je pretok in obnova. In nekaj mora iti, da nekaj drugega nastane. In tudi požari pomenijo, da naredi rodovitno zemljo, to, kar ostane po požaru, je rodovitna zemlja za nov val življenja. In to je dobro. In strele so dobre. In tudi strele, če ne bi bilo strel, ne bi bilo življenja, kot ga poznamo. Ker strele prečistijo atmosfero vseh sevanj negativnih. Torej, vsaka stvar se izkaže z enim študijem. Vidimo, da niso stvari same brezvezne, ampak so optimalne in vse to omogoča neke pogoje, v katerih se lahko odvija življenje. Ja, če pogledamo problem temperature, Zemlja, ki se je kako življenje na Zemlji, ko se je pojavilo pred 3,5 milijardami leti, iz kamnin lahko sklepamo, da se podnebje od takrat do danes ni veliko spreminjalo, da so se pa okoliščine spreminjale predvsej, količina toplote, ki jo oddaja sonce, se je spreminjala, značilnosti zemeljske površine so se spreminjale, sestava ozračja se je spreminjala, ampak ne glede na te zunanje spremembe, Zemlja je ves čas ohranjala neko temperaturo, kjer je bilo možno življenje. In ta zgodovina podnebja na Zemlji je eden od najbolj prepričljivih dokazov za obstoj Gaje. S preučevanjem sedimentnih kamnin lahko ugotovimo, da v zadnjih 3,5 milijardah let podnebje ni bilo nikoli povsem neprimerno za življenje. Torej, ves čas ni bilo neke luknje, da bi zamrznila vsa voda, ali pa da bi zavrela vsa voda. Ni bilo te luknje, ko življenje ne bi imelo tistega svojega kroženja, ker kroženje je pomembno za življenje. Razen med ledenimi dobami pride do tega, da malo več zamrzne. Ampak zamrzne kvečemo severni pa južni del. Od 45 stopinj gor, ali pa 45 dol, zamrzne. Tisti vmesni del pa nikoli ne zamrzne. Tudi ko je ledena doba, tudi ko je najhujše. Mi zdaj tukaj na našem področju bi mogoče bili v ledu, ampak ne bi bil cel planet v ledu. In potem se to segreje.
Torej, nikoli ni tako stanje, da življenje ne bi bilo možno. Tako da ves ta čas je temperatura ostala stalna in primerna za življenje. Tako podobno kot naša telesna temperatura. In po zimi, in po leti, ves čas je stalen. Naše telo, naš organizem se prilagaja zunanjim vplivom. Na isti način se Zemlja prilagaja zunanjim vplivom in išče to ravnovesje. Potem je še veliko je teh kroženj, mogoče lahko si pogledamo še morje, slavnost morja, kako pride do tega, da je morje slano. Pred nekaj leti bi takoj ustrelili in bi rekli, ja, dež pada, gre preko zemlje, izpira soli iz zemlje in to preko rek počasi se nanaša v morje. Morje hlapi, ostane in je zato vse večja gostota soli v vodi. Ja, seveda, to drži. Ampak zelo zanimivo je, da je neka, recimo, predpostavka, življenje izvira iz vode. Vsi organizmi naj bi šli iz vode. In mi smo polni vode, naše telesne tekočine in so tudi slane, ampak bistveno manj slane, kot je morje slano, kot je ocean slan. V nas je 0,8, v organizmih je 0,8% soli, ocean ima 3,4% soli. In zdaj je ena predpostavka, da je bil ocean takrat, ko smo mi, kot bitja iz vode, bili notri, bilo manj slano, 0,8 recimo, mi smo prišli ven in smo ohranili to slanost, recimo, zamrznila se ta slanost in ni napredovala. Ampak še zmeraj se izpira, se nalaga sol v morje in zaradi tega se je večala se je slanost morja. Ampak spet tudi računi se ne izidejo, ker da se oceniti, koliko soli vstopi na leto recimo v ocean in glede na ocenjeno vrednost nekako so izračunali, da bi rabili 80 milijonov let, da prijemo do te slanosti. 80 milijonov let. Ampak življenje na Zemlji je 3,5 milijarde. To pomeni, da se je že zdavnaj to ravnovesje zgodilo. In tudi to vidimo, da že zadnjih par 100 milijonov let je slanost enako. To pomeni, da se je ustvarilo neko kroženje, katerega niti ne poznamo. Sol prihaja, ampak mora tudi se odvajati, da se vzpostavi neka slanost, ki je primerna za življenje in se ta slanost vzdržuje. Tukaj so še velike neznanke. So domneve, da se sprimejo določene soli z zemljo, ko se nasiči in tako naprej, ampak še zmeraj ne poznamo vseh mehanizmov. Mogoče niti jih ne rabimo poznati. Dejansko gre za kroženje. In prihaja v naravi do razlik slanosti. Razlike v slanosti pomenijo razlike v gostoti. In to omogoča tokove znotraj morja. Tokove. In mora priti do tega kroženja, zato da je življenje. In tudi razlike v temperaturih morja, tudi to vpliva na gostoto, razliko v gostote in pretoki. In vidimo, da tukaj imamo par kroženj. Samo skozi to zgodbo smo videli kroženje vode, smo videli kroženje soli in kroženje, dajmo reči, morja zaradi vsega tega. Kroženje zaradi kroženja, vsako kroženje, vsak pretok neke snovi spodbuja nov pretok in pretok vsega nekako je povezan z življenjem. Nadaljujemo. Po vsem povedanem nekako lahko naredimo določene zaključke, lahko povzamemo, oziroma dve teoriji izhajata iz tega. Prva govori o tem, da je Zemlja samoregulacijski sistem, pri čemer se oslanja na to, da bitja regulirajo svoje okolje in ga prilagajajo na tak način, da si ustvarijo popolno, idealno okolje za bivanje. In v eni od svojih knjig Lovelock pravi, da je
skratka neverjetno, kako je, on se predvsem ukvarjal z atmosfero, kako je neverjetna, kako je inteligentna, kako je to popolno. In pravi, nemogoče verjeti, da je to slučaj ustvaril tako idealno kombinacijo in nekako ohranjanje temperature, pH vrednosti, hranilnih snovi, da je možno življenje, nemogoče, da morajo nujno organizmi, živi organizmi, tisti, ki morajo to ustvarjati, zavestno ustvarjati, ne pa slučaj. Daleč od tega, da bi slučaju prepisal nastanek enega takega popolnega sistema. Organizmi, ki vlagajo svojo energijo, veliko svoje energije vlagajo zato, da aktivno vzdržujejo ta optimum. Ne govorimo samo o tem ustvarjati, ampak tudi vzdrževati te pogoje. In inteligentna stvaritev in inteligentno vzdrževanje. No, to je ta prvi zaključek, ampak eni grejo še dlje. Eni grejo še dlje od tega in pravijo, da Zemlja je bitje, kot entiteta, kot živo. Da so vsa ta živa bitja, ki jih poznamo, del velikega življenja in to je življenje bitja Gaje oziroma Zemlje. In to vzdrževanje pogojev v litosferi, v hidrosferi, v atmosferi, da je to s pomočjo aktivnosti tega bitja, ki deluje preko vseh drugih bitij življenja tukaj na Zemlji. In čeprav Zemlja ne ustreza vsem pogojem, vsem kriterijem za življenje, za bitje, bi veliko znanstvenikov sprejela to idejo o enotnem sistemu. Ampak se ta teorija zdi tako neznanstvena. In mogoče ravno zaradi tega si ni upal reči, da je to živo bitje, ampak da deluje kot živo bitje. In to je že velik pokazatelj. Dejstvo je, da Zemlja funkcionira kot inteligentno živo bitje, ki se samo sebe nekako vzdržuje. In zelo zanimiva je ta povezava z našim telesom, ki se samo vzdržuje. Ves čas je podvrženo različnim vplivom zunanje, fizičnim in psihičnim. Naš telo je pod stresom, fizičnim in psihičnim. O psihičnem ne govorimo veliko, ker je veliko lažje govoriti o fizičnih pogojih, ampak zakonitosti so iste. In telo se ves čas vzdržuje. In je napad, se udarimo, se ranimo, se samo zaceli. Ena vojska mikroorganizmov, isto kot je Zemlja, polna nekega življenja in to življenje ustvarja ravnovesje na celotnem na Zemlji, kot organizmu. Isto mi smo isto polni enega življenja, enih dobrih mikroorganizmov, ki ves čas nam pomagajo ohranjati neko ravnovesje. Vsi v naši organi, celice, organski sistemi vzdržuje tisto pravo slanost, pravo kislost, pravo količino, zmes, kisika in tako naprej. Ampak jasno, ni to en mehanski pretok. Mora biti neko drobno življenje, ki dela za nas, za naš organizem. In vse to, dokler smo živi. Ko umremo, ne več. Ko umremo, se ta sposobnost ohranjanja skupaj tega organizma razblini, izgine. In takrat vsi elementi so nepovezani, se razgradi vse v prvotno stanje. In spet išče eno drugo ravnovesje. Ravnovesje, ki ni več v obliki organizma, ampak v obliki materije, ki gre svojo pot, se razgradi. In to je zelo pomemben element. Dokler je življenje, je organizem harmoničen. Ko ni več življenja, ko duh zapusti, potem stvar razpade. Duh je tisti integrirajoči del, ki oživlja in vzdržuje organizem, da bi se lahko skozi ta organizem izražal. Ko govorimo o človeku, podobno bi lahko govorili o enem širšem življenju, ker deluje na isti način.
Zdaj se lotevamo tega vprašanja, kaj je živo, kdo je tisti, ki bo določil, kaj je živo, ali je Zemlja živa. Imamo biološko definicijo, kaj je živo, ne? In to je tisto, kar diha, kar se hrani, kar raste, kar se razmnožuje, ne? To so biološke definicije. Ampak filozofska definicija, kaj je živo, je tisto, kar ima duha. To je drug pogled. In moramo izbrati, kateri se nam zdi bližji, bolj naraven, bolj življenjski. To je en pogled. Evo, jaz bi mogoče omenil še enega znanstvenika, Ruperta Sheldrake, biokemika, ki je začel kot razvojni biolog na Cambridgeu in že kmalu mu je postalo jasno, da razvojne biologije ni mogoče pojasniti zgolj z mehanističnim pristopom, ki temelji na molekulah in na genih. Da je nemogoče. Zdi se, pravi, da je potreben en bolj celovit pristop k temu, da bi neko logiko razvoja dojeli. In dejansko od 20. stoletja naprej v biologiji obstaja ideja o poljih, ki dajo obliko, gre za tako imenovana morfološka polja. In mlad Sheldrake se je spraševal, kaj je zdaj to, ne? Pravi, nihče ne zna odgovoriti, kaj so ta polja in da biologi, nekako večina biologov pravi, da ta polja moramo upoštevati, čeprav ne vemo zares, kaj so, in da se bo že s časoma izkazalo, da verjetno gre za neko navadno fiziko in kemijo. Ampak to bomo izvedeli še, ko bomo tako daleč. Ne? Ampak nekako upošteva, da so neka polja. Neka polja, ki omogočajo razvoj oblike. In tudi Sheldrake se nekako opaža, da en organizem se razvija, se spreminja, so neka polja, nevidna polja, ki dajo obliko, dajo konsistenco in ta polja se tudi razvijajo. Ker organizem se razvija, pa se mora tudi ta polja razvijati. Torej nekaj nevidnega se tudi razvija. In ima svoj spomin. On je šel zelo globoko. On je celo raziskoval področje parapsihologije in poskušal o delovanju uma in tako naprej, ampak zdaj se bomo tega vzdržali, bomo ostali izključno v čistem fizičnem, ker že tukaj so ene zanimive predpostavke, ki jih je Sheldrake dal, ki se mi zdi, da so zelo blizu tudi, bom rekel, ezoterični filozofiji, da niso nič kaj tuje. Predpostavke, ki jih znanost, ki jih biologija ne razume, ampak jih mora upoštevati, ne ve, kaj je, ampak to mora upoštevati. In mogoče je treba ta dva pristopa znanosti in logike, ki jo uporablja, povezati z nekimi tradicionalnimi izročili, ki pravijo, da materija sama se ne more organizirati. To telo je naše telo nekega organizma je organizirano, nima samo snovi, ima tudi obliko. In je nekaj, kar daje obliko, nekaj, kar določi to obliko. In to je to polje. To je to polje. V ezoterični filozofiji se govori o eteričnem dvojniku človeka. Torej, naše je eterični dvojnik kot to polje, spomnimo se in povezujemo to z Sheldrakeovo teorijo o poljih. Torej, eno elektromagnetno polje, ki omogoča, da se materija ujame v neko točno določeno obliko. Morda se nam zdi čudno, da je nekaj nevidnega, kar da obliko, ampak če razmišljamo iz stališča enostavne fizike, in vsak pozna magnete, in če bi dali magnet pa papir zgoraj čez, pa nekaj opilkov, bi videli, da se opilki organizirajo, ker dobijo neko obliko. Najprej materija, ki je sama sebi razsuta, magnet ustvari magnetno polje, neke silnice, in okrog tega magnetnega polja se organizira, dobimo snov v obliki. To je zelo enostaven prikaz, ampak zakaj ne bi bilo to polje
neko magnetno polje nevidno, ki je v ozadje tega fizične oblike. In vidimo tu lahko eno tako primerjavo s tem, kar tradicionalna filozofija uči in prvimi koraki sodobne znanosti, ki enostavno prihajajo na določen način skupaj. Evo, zelo zanimivo je, če govorim o življenju in če je življenje, če je naš organizem, človeški organizem, pa organizem enega kužeka, pa žirafe in tako naprej živo bitje, in če se razvija po principu in raste po principu polj znotraj teh polj, oziroma teh eteričnih pojnih, potem, če bi gledali na širše navzgor, na naš sončni sistem ali pa na planet, če je to živo bitje, verjetno bi morali iste zakonitosti veljati. In mene je fasciniralo, recimo v enem trenutku, ko sem raziskoval zlati rez, in ko opazuješ, kje vse se pojavlja zlati rez in da dejansko se pojavlja predvsem pri živih organizmih, predvsem pri človeku. Zlati rez, kaj je zlati rez? Matematično je samo neko razmerje dveh količin, ki znaša 1,618 in tako naprej, neskončno decimalk. Eno razmerje, en odnos dveh veličin, ki ga naše oko prepozna kot lepo, kot harmonično, kot popolno. Obstaja ena matematična razlaga, ki govori o tem, da govori o nastanku praktično, o tem, da vse izhaja iz enega, na tak način, da postane mnogotero in na način, da je podobno samo sebi. Torej, gre eno v obstoj in postane podobno samemu sebi. Torej, eno mnogotero znotraj te celote. Obstaja ta matematična razlaga, ki jo zdaj ne bomo nekako obravnavali, ki bi nas peljala daleč, ampak ideja enega življenja je tukaj, ki jo najdemo pri Brunotu in povezave življenja z življenjem. Nekako je tisto, kar sem hotel samo izpostaviti. In da se ta zlati rez nekako nahaja v naravi. Človek je praktično po kalupu zlatega reza ustvarjen. Ta del proti temu je zlati rez. Ta del proti temu je zlati rez. Ta del proti temu zlati rez. To proti temu zlati rez. Ta del pa ta del zlati rez. Ta del proti celoti zlati rez. Jaz od popka do vrha glave in od popka do tal, vse je v zlatem rezu, obraz, oči, razdalje, nosnice, zobje, ušesa, vse je v zlatem rezu. Vsi mi, človek je v zlatem rezu, z določenim odstopanjem. Mora biti odstopen, če ne bili isti. Ampak neka tendenca k zlatemu rezu z rahlim odstopanjem. Predvsem pri živalih najdemo zlati rez. Izredno zanimivo. In ko sem raziskoval malo to področje in sem surfal po internetu, pa sem videl, kje vse je zlati rez, to bo raziskoval, svetujem, naj ne verjame vsemu. Zato, ker je treba preveriti. Ni vse povsod, kjer so ga hoteli prikazati. Ampak kar je meni, dajmo reči, v tem raziskovalnem zanosu dalo misliti, ko sem opazoval sončni sistem in nekako gledam razdalje med planeti. In recimo imaš razdaljo od Sonca do Merkurja in potem od Merkurja do Venere približno eno tako razmerje. In se pojavi vprašanje, ali je to v zlatem rezu. Pogledaš naprej, imamo Venero, Sonce in potem Venera, Zemlja in domnevaš, ali je to v zlatem rezu. In približno se zdi. Jasno, da noben prikaz tega ne zmore, zato ker so razdalje tako velike, da ne da se videti v proporcijah, da bi dobil občutek. Številke pa obstajajo. Tako da sem šel na spletno stran NASA in sem dobil te številke, tukaj vidimo na tem diagramu, in rečemo, da ta razdalja med Merkurjem in Soncem nekako je 1 in potem normiraš na to razdaljo, vse ostale razdalje in potem vidimo, razdalja med Venero in Merkurjem, razlika 1,8. Ni zlati rez, ni 1,618.
Pa gremo naprej, sem zadevo spravil v Excelovo tabelo, gremo naprej, pogledaj druge stvari, vidimo naprej 1,38, ni, ne? Potem Mars 1,52, ni, ampak nekje tam približno z nekim odstopanjem smo. Potem je Jupiter, niti približno ne prijemo zraven, ampak vidite, tu je en asteroidni pas vmes. Kaj pa, če je tam enkrat bil planet? In potem sem vzel Ceres, največji kamen tam notri, in njegovo razdaljo in vidimo, da prijemo na 1,8. No, to pa smo že, naša domneva je, smo tu zraven približno. Ne? In gremo naprej, Jupiter 1,88, 1,84, 2,0. Vidimo, ni, ne, ni tisto pričakovano ni, ampak niti nismo precej daleč od tega, pol Neptun 1,5, Pluton 1,3. Smo kaj dokazali s tem? Ne vem. Ampak potem sem vrgel še v povprečje, sem prav izračunal povprečje. Povprečje teh razdalj je 1,6187 in vidimo, da v bistvu na 3 decimalke skladno z zlatim rezom. Zame je bilo to zanimivo, nič drugega kot zanimivo. Ampak pa razmisliš, ne? Mi smo nekako po zlatem rezu, ampak z določenimi odstopanji. In kaj če je sončni sistem tudi v zlatem rezu z določenimi odstopanji? Eno predpostavko sem mogel tam dati, ker mi ni šlo, pa sem predpostavil, da je tam še en planet nekoč bil. Pa dobro se vklopi v to mojo predpostavljanje. In tu mi daj misliti, zlati rez se pokaže kot nek zakon, ne moramo reči zakon, ne, ampak neke vrste pravilo, ki je navzoče pri določenih živih bitij, pri človeku zagotovo, potem, če je navzoče v sončnem sistemu, lahko govorimo o tem, da sončni sistem je živo bitje. To, da ni popolnoma, je skladno s tistim, kar je govoril Bruno, zato ker tudi to živo bitje še se razvija in ni doseglo neke popolnosti. In kakšna je verjetnost, da je to nastalo slučajno? Potem smo spet pri tistem vprašanju, kako da je to nastalo slučajno. Mene veliko se ukvarjam tudi s tem problemom in splošno je priznano nekako, da prileti iz kozmosa nek kamen in se ujame v gravitacijo Sonca in zakroži v neki tirnici. In tako prijo drugi kamni, skupaj se sprimejo zaradi gravitacije in se počasi ustvari nek skupek in iz tega bo nekoč nastal planet, naj bi na tak način nastali planeti. Ne vem, jaz si to zelo težko predstavljam, da je to možno. In če po nekem naključju res lahko pride do tega, do tako optimalnih pogojih, da zadeva zakroži okrog Sonca po neki tirnici, se meni osebno zdi zelo labilno. Ker to mora biti ves čas sila enaka. Centrifugalna sila zaradi hitrosti vrtenja mora biti nekako uravnovešena z centripetalno silo, ki je gravitacija Sonca in tega telesa nekako sproža. In mora biti ves čas, če gre malo levo, malo desno, bo šlo ali v Sonce ali pa odvrčalo v vesolje. Ampak tudi v vesolju ni, da ne bi bilo vplivo, ker pride, recimo, če govorimo o naši Zemlji, pa ona potuje po svoji tirnici, pride en Jupiter nekoliko bliže, ker ima večjo gravitacijo, zagotovo potegne. In gre ven iz tega ravnovesja. In jaz si ne predstavljam, da bi ta tirnica lahko suvereno milijone, milijarde let delovala, da jo ne bi nič zmotilo. Ker se mi zdi, da je to labilen sistem. In mora biti nekaj, kar ga stabilizira. In tisto, kar ga stabilizira, vidim možnost, oziroma razlago, vidim ravno v teh poljih. Tako da ena tirnica ni to ni kamen, ni to mehansko, ampak to je pač planet, ki kroži znotraj neke tirnice, ki je bolj energetski kanal, kot uči ezoterična filozofija. Energetski kanal. In jaz si na ta način predstavljam, recimo, če imamo, evo, vse so tudi take grafi, ne gre
zato da je tu Sonce, pa tukaj planeti in potem je ta lijak, gravitacijski lijak, to Sonce moglo biti tukaj dol, ampak nek lijak, ko zakroži in potem dela kroge po tem lijaku, si mi predstavljamo izredno labilno, ker morate cilje biti v ravnovesju. In jaz si bolj predstavljam, da gre tukaj za nek tak energetski kanal, v katerem je Zemlja in potem jasno prihaja do vplivov, ki malo ene perturbacije, ki pa bojo zanihati, ampak ponovno se vrne v kanal. In mi vemo, da Zemlja ne gre gladko po tiri, ampak da malo niha. Že to, ker ima luno, že to ustvarja določena gibanja. In to, po mojem razumevanju, ne bi bilo možno brez nekega kanala, nekega energetskega ali pa tega polja, ki bi to ustvarjalo. Nisem biolog in nisem niti astrofizik, razmišljam čist inženirsko. To mi je bliže. Ampak se mi zdi ta logika bolj sprejemljiva. In če govorimo da obstaja neko polje, mora biti nekaj, kar je ustvarilo to polje, z neko določeno logiko. In potem je lažje razumeti, da bo naslednji planet, naslednji kanal, točno na tem mestu, ko si ga je zamislila inteligenca, ki je ustvarila ta organizem, ki mu rečemo sončni sistem. Kakšna je verjetnost, da en tak kamen se ujame in stabilno ostane, kaj šele vsi ostali? Zelo majhna, nulta verjetnost. Pa že ta, ne pozabimo, da verjetnost naše Zemlje, da je točno oddaljena in tako naprej od Sonca, da so pogoji za življenje. Verjetnost je praktično zanemarljiva, oziroma je ni. Lahko rečemo, ja, se zgodi v neskončen čas, se to zgodi, ampak jaz težko verjamem v tak neverjeten slučaj. Bolj razmišljam o tem, da mogoče je res sončni sistem kot neko živo bitje, ker so določene zakonitosti, ki jih najdemo pri nas. In mogoče vsak od teh planetov, živo bitje, ima svoje življenje. In na planetu Zemlja je ogromno enega življenja, ki ima svet svoje zakonitosti. Iste zakonitosti izgoraj, kakor jih najdemo spodaj. Kot izhaja že iz tega, kar je rekel Hermes Trismegistus. In da človek je mikrokozmos, slika makrokozmosa. In vemo, da se tradicionalna izročila nekako povezujejo z opazovanji, ki jih lahko danes mi v modernem času s vso tehnologijo izvedemo. Mi smo v časih, ko ne rabimo veliko špekulirati in verjeti, ampak lahko uporabimo logiko. Mogoče so nekateri to logiko bili sposobni uporabiti prej, kot en Giordano Bruno, en Platon, en Pitagora, ki so govorili isto o teh zadevah. En Platon v Timaju govoril o Zemlji kot o enem velikem življenju, da je to veliko bitje, znotraj katerega so druga živa bitja. In da kot mi, kot živa bitja, ki imamo dušo, tudi to bitje ima svojo dušo. In ki je del enega širšega življenja, tudi o tem je govoril, o kozmični živali, besede, ki jih je pojavil, so malo štoraste, ampak princip postaja jasen. Isto v renesansi so govorili, da duša sveta je tista, ki oživlja in oblikuje naravo. Torej narava s svojo popolnostjo je posledica delovanja duše, nečesa v ozadju, kakorkoli to imenujemo. In tudi alkimisti v srednjem veku so nekako delali povezavo med dušo posameznika in anima mundi, dušo celote. Evo, na tak način lahko gledamo na življenje. Imamo različna življenja. Ena celica je ena celota, eno življenje bi lahko rekli. Ena celica. En organizem je ena enota in hoče ohraniti ravnovesje. Mislim, ena celica znotraj organa, ona hoče ravnovesje, ampak prispeva k ravnovesju tega organa. Ta organ enega organizma človeka, ali pa srne, ali pa zajčka. In potem en organizem je ena združba, en trop
recimo en organizem, ali pa ena človeška združba, to je en organizem. Ali pa en gost je tudi en ekosistem, kot neko harmonična enota, ki živi in cel svet praktično, spet širše eno življenje. In na ta način mi lahko vidimo življenje in da smo del enega širšega življenja. In da ne moremo biti dobri mi, če iščemo samo dobro zase, ampak moramo biti dobro zase, ki je hkrati dobro za celoto. In smo del nečesa. In se bi morali, mislim, da bi se morali znebiti tistega srednjeveškega pogleda, da smo mi center sveta, center obstoja, da se vse vrti, cel kozmos se vrti okrog nas, ker smo mi tisti ta glavni. Nekako moramo se zavedati, da smo življenje znotraj enega življenja. In da nam to pomaga pri razrešitvi veliko težav. Mi bi morali poiskati skupni center. Kaj je naš skupni? Ne, namesto da bi vsak iskal svoj center. Bi morali poiskati skupni center in se uskladiti okrog tega skupnega centra. Kar bi nas harmoniziralo, vse med nami. Nisem jaz več glavni, ampak sem sestavni del nečesa. In mislim, da če bi gledali na tak način na življenje, bi lahko razrešili veliko težav. To predavanje bi bolj želel, da je ena spodbuda k razmišljanju, mogoče drugačnem razmišljanju. Predvsem pa ena spodbuda k raziskovanju življenja, naravnih zakonov. In če bomo mi raziskovali, bomo našli. Našli kaj? Resnico. Kaj življenje je? Zakone narave. A to so, kot pravi Konfucij, zakone reda, harmonije, enotnosti. In če jih najdemo, če jih spoznamo, globlje, ne tako površinsko, ne samo razumsko, ampak globlje, da se jih zavedamo, potem nam preostane samo še, da jih živimo, da živimo v skladu s tem. In če živimo v skladu s tem, mislim, da je to ključ, ki razreši marsikatero težavo. To lahko razreši ekološke težave. Pa ne samo to. Mislim, da tudi socialne, sociološke, družbene težave. Zakaj ne? Osebne težave. Tudi. Zaradi tega predlagam. Spoznajmo življenje, spoznajmo sebe in izboljšajmo svet. Evo, s tem bi zaključil, mogoče drugačen pogled na ekologijo in na življenje nasploh. Hvala.